Na enem najsodobnejših strelišč v tem delu Evrope, v hrvaškem Osijeku, je v drugem oktobrskem vikendu potekalo mednarodno strelsko tekmovanje v streljanju na daljše razdalje. Med 81 tekmovalci iz 5 držav se je izjemno odrezala tudi 7-članska ekipa iz strelskega društva praktičnega streljanja iz Slovenske Bistrice. Domov so se vrnili s kar 6 medaljami, 4 zlatimi, srebrno in bronasto, ki so jih osvojili v različnih kategorijah. Na domačem strelišču v Veleniku so takole strnili vtise z najuspešnejšega mednarodnega nastopa, odkar se udeležujejo tovrstnih tekmovanj. Si zvone mislijo, da bi pred četrt stoletja društvo s svojimi posamezniki in pa strelskimi sekcijami lahko posegalo tako visoko po žlahtnih, odličnih na mednarodnih strelskih tekmovanjih? Ja, takrat, ko smo z mojim prijateljem, pokojnim Andrejem Slatinšem ustanovila društvo, nismo nikoli mislili, da bi lahko to doseglo take razsežnosti, ki smo jih dosegli v teh 25 letih, ne. Sploh ne v puški, ker ko smo društvo ustanovili, smo pač uporabljali samo pištole in se streljali s tem, in sploh ni bilo namena takega. Sčasoma se je pa to spremenilo in ko je prišel v naše društvo za člana Teodor Štimec, ki je pa že tekmoval z puški v Balkanski ligi, torej v bivši naši državi, je bila Balkanska liga organizirana in je v vsaki republiki bila ena tekma in na konci finale vedno v Srbiji. In ko nam je to povedal, prinesel puško in tu smo prvič z tako pravo tekmovalno puško tudi streljali, ne, je to dobilo taki neki zagon. No, na to se društvo pridružil tudi naš današnji podpredsednik Janko Bolko in od takrat naprej smo pa začeli orati ledino, bi lahko temu rekli, in vsako leto je več članov prihajalo, ki so želeli streljati z puško, in ko vem, zadnje 4-5 let smo postali na tleh bivše Jugoslavije, tam še bivše države, lahko rečemo, številka 1, ne. Ker tu imamo 2 tako močne ekipe, ena ekipa, na primer Alen Šalamon, Damjan Ekart, Jože Močivnik, druga ekipa je Janko Bolko, Damjan Friedrich pa jaz, in vedno, ko gremo na tekmovanja, prinesemo medalje, ne, tako da eno leto v Osijeku smo tudi pobrali toliko medalj, takrat je bil Alen celo skupni zmagovalec tekmovanja dale, so nam pol na koncu rekli, če imamo državno prvenstvo Slovenije dale, ker smo Slovenci skoraj vse pobrali medalje, tako da, evo, tako je to, je prišlo do danes. Zdaj smo pa bili prejšnji vikend, torej ta vikend nazaj, na tekmovanju, sobota, nedelja, in osvojili 6 medalj, od tega 4 zlate, 1 srebrno in 1 bronasto. 3 zlate je osvojila naša najmlajša tekmovalka Johana Vnuk, šteje komaj 16 let, ena najbolj perspektivnih tekmovalk v Sloveniji v tem športu, sigurno številka 1. Če ne tudi širše, koliko zdaj vidimo, ne, sem skoraj prepričan. In ekipna medalja zlata, Janko Bolko, Friedrich Damjan pa jaz. Posamezna medalja Alen Šalamon v opnu, srebrna, pa v opnu ekipna 3. mesto Alen Šalamon, Damjan Ekart pa Jože Močivnik. Tako da smo kar nekaj tega pobrali in prinesli v Slovenijo, v Slovensko Bistrico. Sicer je strelišče v Veleniku upravljano, torej upravlja ga Slovenska vojska, strelsko društvo je njegov souporabnik, kar veliko ur prostovoljnega dela je tukaj upravljenega, da ste pridobili nove in boljše pogoje za discipline, ki jih zdaj pospešeno uvajate v vašem društvu. Tukaj le stojiva na razdalji 300 metrov do čisto zadnjih tarč. Kaj bi lahko rekel, ali se društvo razvija v pravo smer in ali je možna še širitev strelišča?
Ja, z to novo strelsko hišo, ne, ki smo jo na novo zgradili tukaj, stara vemo, da je bila gore više, ni bilo možno streljati na 300 metrov, zdaj imamo vse pogoje, da lahko streljamo 100, 200, 300 metrov. Vsekakor, da bo to pustilo določene posledice, da se bo še dosti bolj to razvijalo, ker ko imaš omogočene pogoje, da lahko streljaš na 300 metrov, je to nekaj čist drugega, kot pa da ti treniraš na 100 metrov, pa pol greš na tekmo 300 metrov, to je čist nekaj drugega, zato pa mislim, da bojo rezultati še večji, kot so do zdaj. Torej, Slovenska Bistrica je s to novo pridobitvijo postala eno redkih strelišč v Sloveniji, kjer je mogoče streljati na daljše razdalje od 100 metrov. Ja, definitivno. Seveda, tu se moram zahvaliti v prvi vrsti tudi Slovenski vojski, ki je prisluhnila društvo in da smo skupaj, skupnimi močmi to naredili, kar imamo, ne. To je kar veliki zalogaj bil in hvala Bogu, da je to tako. Zdaj pa je vse na nas, da te pridno treniramo, rezultati bojo pa prišli. Kako bi lahko opisal samo tekmo oziroma tekmovanje v Osijeku in pa koliko pravzaprav strelci vlagate v ta šport? Ja, ta tekma v Osijeku je imela kar mednarodni značaj, 5 držav. Prijavljenih je bilo 80 strelcev, vse to so odlični strelci, ki veliko vlagajo v ta šport in je bilo kar napeto, zaradi tega, ker do konca pravzaprav ne veš, kakšen bo rezultat, ker se strelja po skupinah. V eni je 30 strelcev in potem, ko pridejo rezultati, je kar zanimivo. No, za nas se je dobro izšlo. Bero medalj je povedal že naš predsednik. Skratka, zelo smo zadovoljni s tem tekmovanjem. V teh športno-strelskih kategorijah obstaja kar nekaj disciplin. Lahko samo na kratko opišeš, mislim, da ste bili udeleženi v 3 kategorijah. Tukaj je bilo tekmovanje na 300 metrov s puško velikega kalibra v 2 disciplinah, ki predpisujejo različne kalibre, različne teže pušk, se pravi 2 disciplini na 300 metrov in 1 disciplina na 100 metrov z malokalibrskim orožjem. Tu pa je tudi naša Johana kot naša predstavnica dosegla ta izjemen rezultat. 7 se vas je udeležilo tekmovanja v Osijeku, 2 ekipi po 3 strelci in pa Johana kot posameznica. Koliko pravzaprav časa, energije namenjate svojemu športnemu hobiju? Ja, da bom tako rekel, vsaj 2-krat na teden je treba biti na strelišču, razvijati recepturo za strelivo, ki se ga prilagaja vsaki puški posebej, trenirati dihanje, postavitev, tehniko proženja in pod črto so to kar velike vsote na leto, zaradi tega, ker pač tudi mednarodne razmere so zdaj take, da je težko priti do komponent za polnjenje streliva, in ki se dražijo za vsako pošiljko, pa še ni jih vedno na razpolago, tako da moraš biti znajdljiv, seveda pa vse skupaj tudi stane. Alen Šalamun, v strelskih krogih znan kot stari maček, že z mednarodnimi izkušnjami, letos 2. mesto v Osijeku. Kako si sam doživel tekmo? Nekako déjà vu prejšnjega leta, dobri pogoji, malo vetra, hvala Bogu brez dežja, vsekakor ena močnejših tekem vsako leto, ki se vsi veselimo oziroma se vsi za njo pripravljamo. Najbolj pomembno pa je to, da smo nekako prebrodili vse probleme, ki se lahko pojavijo z opremo in na koncu ugotovili, da smo dobro pripravljeni. Ali v tem strelskem športu ste seveda mnogokrat odvisni od vremena, predvsem veter je tisti, ki lahko vpliva na končni rezultat. Izkušnje, ki jih imajo strelci, najbrž niso samo nekaj tedenske, pač pa se dolga leta pripraviš za to, da lahko odstreliš najvišje število krogov.
Ja, v bistvu je rezultat več dejavnikov. Eno je sigurno vreme, v kateri časovni slot si prišel, ker mogoče je samo izbira napačnega slota, ki ti ga dodelijo, lahko pogrom. Druga stvar je psihična stabilnost, torej da zdržiš brez nekih velikih pritiskov do konca in odstreliš vseh 20 krogov za vsako disciplino kot treba do zadnjega. Priprava opreme, pregled opreme, izdelava streliva, priprava streliva. Skratka, nikjer ne smeš narediti niti ene napake. Ena napaka je dovolj za razliko med 1. in 30. mestom. Johana, ni veliko 16-letnic, ki bi se ukvarjale s strelskim športom in pa ki bi že na svoji prvi mednarodni tekmi pobrale kar 3 zlate kolajne. Meni je bila tekma zelo zanimiva, nova izkušnja, nove ljudje. Ni veliko ljudi, ki so tako stari kot jaz, ampak ni taka razlika v letih, če je nekdo malo starejši ali malo mlajši, bolj je razlika v izkušnjah in v opremi, pa tudi, kot je Alen prej rekel, od vremena. Drugače pa tekma je potekala brez večjih zapletov in sem zelo vesela za svoje uspehe in uspehe našega društva. Pa še eno klasično vprašanje na koncu. Kako dolgo se ukvarjaš s tem športom in pa kdo te je sploh navdušil? S športom se ukvarjam trenutno 1 leto. Navdušila sem pa se, ko sem šla enkrat v vojašnico streljati z puškami in potem sem od takrat naprej sem želela se ukvarjati s tem, pač so starši rekli, par let počakamo in pol sem prišla do tega kluba.